Hello Lepo and pozdravljeni welcome in again. ponovno dobrodošli. I'm using a different Danes microphone, so uporabljam I'm hoping drugačen you can all hear me. mikrofon in upam, da me vsi It's a lahko grey day slišite. here in Mount Shasta, Danes imamo na but šasti siv somebody dan sent us in lots tako of nam sun from nekdo zdaj Germany, so pošilja veliko I'm sonca feeling iz that as Nemčije well. in to So čutim. thank you. Hvala lepa. So last time we had a very different Na našem zadnjem meditation srečanju je bila meditacija where Alcazar was popolnoma basically drugačna. silent after Alcazar creating an je energy field. bil ves čas v tišini, potem ko smo And ustvarili energijsko I was polje. interested to see how Zanimalo people pa me felt je, that kako experience. ste začutili to And izkušnjo. as always, I In look kot through some of the vedno comments that people have made. pogledam komentarje, ki ste jih And napisali. what I'm finding as we go through these In ko gremo iz meditations meditacije v and we connect more and more meditacijo to the in se quantum vse field, bolj povezujemo s is that kvantnim people are poljem, beginning to get a sem sense opazil, of da actually feeling themselves začenjate in the dobivati ta quantum field, being občutek, aware of it kako je, ko as ste an v kvantnem polju. experience Začeli ste se rather than zavedati just as tega a kot concept. izkušnje And in that's to where ni we're več le nek wanting to koncept. go to. That's In where we to want je to naš cilj, to achieve, is želimo this doseči, to je ta pot. knowingness that we Vstopiti v have vedenje, real da self, our super consciousness, je naš that resnični jaz, exists naša in the nadzavest, quantum field. tisto, kar obstaja v kvantnem The polju, real you, vaš as resnični jaz, Alcazar calls it, kot temu pravi connects Alcazar, se to the poveže humanness s through človeškostjo intuition. preko vaše The real you intuicije. wants to Vaš guide your resnični jaz humanness želi to raise voditi your vašo vibration človeškostjo, so that usmerjati, da more of the dvigujete super vibracijo, consciousness can tako da lahko live več through vaše the physical nadzavesti body. živi skozi to fizično telo. And for me, that's really In exciting mene to to res imagine navdušuje, that I can be ko more si lahko conscious, predstavljam, da sem more lahko še bolj clear in my zavesten in še bolj creations, jasen v svoji more kreaciji, da available se še bolj odprem to this higher za aspect ta višji of myself. aspekt sebe. And that's where we're all going. In tja So gremo vsi. let me just read some of Pa naj these preberem comments that nekaj people komentarjev, had during ki that ste jih zapisali o last zadnji experience. izkušnji. Danielle Daniel from iz Czech Češke Republic said republike that pravi, she felt this soul da je pain from the začutila past to bolečino just being duše iz released. preteklosti, ki se je preprosto And Yvonne sprostila. was saying Ivon fear and je anger govorila o also strahu in was jezi, ki sta gone. izginila. Fear and anger that was Strah triggered in jeza, doing ki sta different bila kinds of ujeta meditations from different sources zaradi različnih which brought out meditacij iz fear and anger. različnih virov, And zaradi meditating česar in the se je way v that we njej did, prebudila oziroma that just zgodila dissolved. ta žalost in jeza in So to je that's really izginilo in to je beautiful. res čudovito. Another thing that Pa many še people nekaj vas je veliko mentioned was omenilo, tears to pa so and deep solze in sadness, globoka deep releasing happening žalost, through tears. veliko And that's opuščanja really preko beautiful solz because in to je res čudovito, it's a kajti to je sign that znak, you're letting da go of opuščate past emotional energies which have been repressed. potlačena You don't čustva iz have to preteklosti in te energije zdaj know odhajajo. Ni what's pa vam being niti released. treba vedeti, kaj je Sometimes you tisto, get kar pictures and odhaja. Včasih images, kdo dobi but if you can slike in just podobe, stay with a če the lahko tears, with samo the releasing, ustrajate then v that's teh freeing you solzah up. It's in freeing your opuščanju, to vibration osvobodi from vašo those old vibracijo, ko limitations. odhajajo te stare omejitve. So again and again, I say, Spet in just allow spet the vam tears, don't pravim, shut kar them down, dopustite, da which solze we've been stečejo. programmed to Ne do. tlačite jih, kajti It's sprogramirani really smo, da jih important just to zaustavljamo. let the body Zelo throw pomembno out je, da through the dopustite tears telesu, those da old skozi repressed solze emotions. odvrže stara, No need to get into potlačena your head about čustva. what's it Ni all vam about. treba If you doumeti, start to zakaj get gre. pictures, Če pride then that's slika, je great, to but ok. otherwise just Sicer be pa with the samo tears. dopustite solze, Because sometimes kajti včasih, if you totally allow those tears of če sadness or dopustite whatever solze it was from žalosti the ali past, karkoli že to je iz you'll preteklosti, find that
boste ugotovili, da solze začnejo spreminjati energijo. In dejansko te solze postanejo solze radosti in hvaležnosti, kar dopustite naj tečejo. Dana je napisala, da se je zgodil pritisk, potem pa se je sprostila iz telesa bolečina iz polomljenega rebra iz preteklosti. Torej vse to je samo posledica tega, da ste v energiji in dopustite, da se sprememba zgodi sama po sebi. Veliko vas je, kot sem že prej povezal, ki ste se res povezali s kvantnim poljem. Hilda pa pravi, da je čutila, kot da je njeno fizično telo popolnoma izginilo. Zame je to tudi znak, da si tam zunaj, v tej neskončnosti, da smo bolj poravnani s super nadzavestjo, bolj kot pa s fizičnim telesom in zgolj človeškostjo. Kar nekaj vas je napisalo, da ste bili globoko v kvantnem polju, kjer ste zaznali in začutili globok mir. Li Pen pravi, da se je videla kot svetlobo. To je še ena izkušnja tega, da si, to, kar si, svoja nadzavest. Pa še nekaj se je pogosto pojavilo. Napisali ste, da je vaš taval. Na začetku te meditacije sem že povedal, da je okej. Vaš Torej, skoraj nemogoče je za vas se odločiti, da boste zaustavili Pomembno je le, da se popolnoma sprostite. In ko se sprostite, potem ta klepet nekako pade v ozadje. Kar pustite ga tam. Ne pogovarjajte se z njim. Samo pustite ga, da je še vedno tam nekje v ozadju. In zelo pogosto se potem počasi zaustavlja in med posameznimi mislimi se porajajo vrzeli in ti premori med mislimi so tiste točke, kjer se lahko zgodi sprememba. Kot pa pravi, ni bilo telesa, bil sem v popolni praznini. Ja, tudi to je izkušnja, ko se povežete s kvantnim poljem. Cookie pa je napisala, da je vadila meditacijo hvaležnosti in vem, da vas je zdaj že zelo veliko, ki to delate. Kot sem že zadnjič povedal, je ta izkušnja res izjemna. Ko teče vaš dan, pa kar naenkrat začutite to vseobsegajočo hvaležnost. Pri meni se je to začelo dogajati. Preprosto doživljam dan in potem kar naenkrat pride ta val hvaležnosti. In kot je Alcazar povedal, energija in vibracija hvaležnosti dvigne vašo vibracijo, ampak tudi še nekaj, ko ste v tem prostoru globoke hvaležnosti. To omogoči vaši nadzavesti, da na nek način prispeva k vaši sposobnosti ustvarjati. In ko začutite to globoko hvaležnost, si vzemite trenutek in se fokusirajte, kaj želite ustvariti. In namesto, da je to nov avto, nova služba, razen če je to za vas zelo, zelo pomembno, poglejte, če se lahko osredotočite na to, kako se boste počutili iz dneva v dan. In v tistih trenutkih globoke hvaležnosti, ko ste bolj zmožni ustvarjati prihajajočo realnost, poglejte, če lahko vnesete občutke radosti, občutek ljubezni, občutek hvaležnosti, še globje, ko čutite sočutje, obilje. In tako se lahko povežete z občutki v tistih trenutkih, ko se v vašem življenju porodi hvaležnost. In s tem
gre hvaležnost še malo globje. Alkazar je prav zato rekel, vadite hvaležnost in ko jo vadite, spremenite svojo vibracijo. Če to delate pogosto, potem začne hvaležnost preprosto vstopati v vaše življenje, skoraj da nepovabljena, kar nekaj jo sproži. In potem v tem trenutku globoke hvaležnosti, poglejte, če lahko uporabite to energijo, ta trenutek visoke vibracije, da takrat z namero ustvarite globino tega občutka, globino enosti, ko to vnesete v svoje življenje. Zelo cool. Morda je še kaj, kar sem želel omeniti, naj pogledam. No, torej vsakdo od nas je na različnih ravneh, imamo različne izkušnje in vsak od nas ima drugačen odziv na meditacije. In to, kar poskušamo narediti, pa je, da se želimo vse bolj polno povezati s kvantnim poljem, se ga vse bolj zavedati, kajti s tem zavedanjem, s tem razumevanjem, je kvantno polje tisto, ki se odziva na našo vibracijo. Kvantno polje dejansko ustvarja situacije in izkušnje v našem življenju. In bolj kot se zavedamo tega aspekta nas samih v kvantnem polju, bolj bomo dopustili, da se naša vibracija dvigne. Hvala vam vsem, da ste z menoj. Ves čas spremljam v klepetalnici, odkot vse se zdaj prijavljate. Vedno uživam ob tem. In tako vedno znova vabim tudi vas, da tudi vi preberite, iz katerih vse držav ste zdaj povezani z ljudmi. Kajti s tem tudi jaz dobim občutek in tudi vi dobite občutek, koliko nas je vse okrog sveta. In ko preberem klepetalnico, tudi ko pišete tisti, ki poslušate posnetke, se javljate iz Avstralije, pa iz Nove Zelandije, ker nikoli ne morete biti z nami v živo, ker takrat vedno spite in sanjate. A vendarle vidim, da tudi tisti, ki poslušate posnetke, čutite energije enako močno, kot vsakdo od nas, ki je zdaj recimo v tako imenovanem prenosu v živo. Nekdo je podal komentar, torej je rekla, da je zaznala druge udeležence, druge ljudi v naši skupnosti in tudi vas vzpodbujam. Ko boste videli, katere vse države so vključene, katera vsa mesta so vključena, poglejte, če vam uspe res začutiti to veliko globalno skupnost. Nekdo se zdaj javlja iz Južne Afrike, Bukarešta, Kalifornija, Španija, Brazilija, Danska, Nizozemska, Anglija, Trinidad, Tobago, pa San Antonio, Portugalska. In tako rečeš, wow, kako navdušujoče, Vancouver, Toronto, v Kanadi sta z nami, Južna Kalifornija, Karolina, Oklahoma, lahko čutite vse to, Cape Town, Južna Afrika, lahko čutite, mene res kar spreletava. Ta občutek, ko svojim fokusom poveste, odkot ste, pa Slovaška. In tako je nekdo zdaj napisal, da se s tem rodi občutek, kako majhen je naš svet in kako smo povezani. Kolumbija, Južna Amerika, Sue se javlja iz Anglije, Maryland, pa Slovenija, Mancamo, to je blizu nam, Reading je še bližje, Mišel živijo. Švedska, Italija, Belgija, lahko to čutite. Pa Indija, vsakdo od nas, vzemimo se zdaj trenutek in res začutimo vsa ta mesta. Pa Sofija se zdaj javlja, New York, Ottawa,
Bremen v Nemčiji, pa Madžarska. Lahko čutite vse te ljudi. Vsakdo od vas naj zdaj vzame trenutek, zavestno svojo energijo vključite v povezanost med nami vsemi. Pa se javlja Budimpešta, Danska, Austin, v Teksasu, Mehika, ponovno Indija, Ekvador. Lahko čutite to. Nas lahko čutite, vsi imamo isto namero, da se povežemo med seboj, pa Mehika, Grčija, Detroit, Michigan, Izrael. Lahko čutite? Tomas pravi, družine ne omejuje zemljepis. Zagotovo ne. Osrednja Portugalska, Izrael, Škotska, Šasta dolina. To je na koncu naše ulice. Pa spet Slovenija, Brazilija, Kanada, Missouri, Porto na Portugalskem, Barcelona v Španiji, pa še nekdo iz Indije. Buenos Aires, Maryland, Chicago. Tako zelo sem ganjen ob tem, ko začutimo, kako smo vsi povezani med seboj. To je čudovito. Pa Argentina, Milano v Italiji, pa Boston, Cipr. Toliko različnih ljudi, iz toliko različnih krajev, vsi povezani med seboj. Ja, res. Nekdo pravi, časa in prostora med nami ni. To drži. In ko dojemamo, da med nami ni časa in prostora, da je tole iluzija. Johannesburg se zdaj javlja, Južna Afrika, pa Irska, Francija, Nova Zelandija, pa spet Indija. Lahko dobivate občutek zdaj, da je tu še nekaj, česar se sploh nismo zavedali. Alcazar je pogosto povedal, da je ta realnost iluzija, a vendar je za nas še kako resnična, ker smo se odločili, da bomo tukaj in jo bomo izkusili. Za nas torej to ni iluzija, ampak realnost, a vendarle je omejena realnost. In svoje zavedanje lahko razširimo onkraj te percepcije. Še vedno prihajajo nove in nove države, Kostarika, Britanija, Francija, Krakov, pa Bolgarija, pa spet Milano, Irska. Ta 3D realnost je omejena. In lahko vplivamo na to tridimenzionalno realnost, tako da se povežemo s svojo nadzavestjo, tako da se povežemo in se še bolj zavemo kvantnega polja. In to je naše gibanje, v katerega nas vodi Alcazar, gibanje, ki nas pelje v zavedanje, da smo na nek način nad vsem tem in mi v kvantni realnosti lahko z našo nadzavestjo vodimo našo človeškost. Kajti naša človeškost si želi boljše življenje, ne glede na to, kako čudovito je vaše življenje. Prav zdaj imamo nenehno željo, da bi se razvijali, da bi ustvarjali in da bi se ta kreacija lahko zgodila za nas bolj zavestno. Naše meditacije bodo še naprej podpirale to našo pot. Pa še nekaj, kar sem že omenil, pa bom zdaj še enkrat, to pa je morfično polje človeštva. To energijsko polje, ki je le eden od mnogih aspektov kvantnega polja. Morfično polje človeštva je energija, ki povezuje med seboj vsakega človeka v to polje. In kot večina od vas že ve,
je Alcazar ustvaril morfično polje globalne skupnosti Stargate. Če še niste slišali zanj, naj vam le povem, da je to energijsko polje, ki povezuje vse tiste, ki ste povezani z zvezdnimi vrati, ki ste se zavestno povezali z morfičnim poljem Stargate. Ko povabite to povezavo z morfičnim poljem Stargate, vam ta lahko prinese energijo podpore, ker je to energija enosti. No, naj to pojasnim. Na nek način je to morfično polje Stargate podsklop morfičnega polja človeškosti, celega človeštva, ampak je tisto polje, ki drži vibracijo enosti. Enost presega dualnost teme in svetlobe, presega zavestno in nezavestno. To je enost. In ko se povežemo z morfičnim poljem Stargate, s to energijo, in kar nekaj vas je v klepetalnici v zadnjih nekaj meditacijah zapisalo, da večkrat povabite energijo morfičnega polja Stargate tekom dneva. In tako vas vabim in želim spodbuditi, da tudi vi to poskusite. Že tako, ko greste skozi običajen dan, bodisi se boste spomnili na to, ali pa boste začutili, da si želite v nekem trenutku malo več energije. Samo povabite morfično polje Stargate. Sprostite se, bodite prisotni in povabite energije morfičnega polja Stargate. In začutili ga boste. To bo nežna energija podpore. Pa še nekaj je rekel Alcazar, vsakokrat, ko se nekdo ali skupina poveže z morfičnim poljem Stargate, ga napolnite z energijo in okrepite. Nekdo pravi, to iluzijo razumeš, dokler ne pride do trenutka, ko moraš plačati najemnino. Res je, ampak način, kako si zdaj to povedala, govori, da je zate to problem. Ampak to ni problem. Lahko se radostiš, da ti uspe plačati najemnino in druge stroške. To me zdaj vrača v besede Alcazarja, ki je pred časom rekel, kako ustvariti obilje, finančno obilje glede denarja. In to je verjetno za mnoge v tem trenutku zelo relevantno. Alcazar je namreč povedal, da gre za tok energije. Denar sam po sebi nima koristi, ampak ko ga porabite, potem nekaj dobite nazaj, tisto, kar potrebujete. Stvari, ki jih denar lahko kupi, je tisto, kar ustvari namen za denar. Denar, ki nekje sedi, je le kos papirja, ali pa so to številke na banki in to je irelevantno. Šele ko ga uporabite, dobi svojo vrednost. Torej gre za tok energije, denarja in to je pomembno. In Alcazar je povedal, če želite živeti v obilju, začnite s tem pretokom, začnite dajati. In on vedno poudarja, obilje na vseh ravneh. Tudi če mislite, ali pa če vaša izkušnja in realnost pravi, nimam veliko denarja ali pa sploh nimam denarja, vseeno nekaj dajte. Če ne morete dati denarja, dajte svoj čas in energijo, naredite nekaj za nekoga, pomagajte nekomu, naredite nekaj, da boste začeli ta tok energije. In ne ločujte denarja od pretoka energije na splošno v življenju. Drugo, kar pravi Alcazar, je proslavite
In bodite hvaležni za vsak denar, ki pride k vam. Ko dobite plačilo, recite: hvala, prinesite mi še več pritoka denarja in financ. Hvala, prinesite mi še več. Naj še več pride k meni. In ko uporabite to frazo: hvala, prinesite mi še več, bodite specifični. Ne recite le: hvala, rad bi še več. Bodite specifični: hvala, želim, da še več denarja steče v moje življenje. In potem pravi: radostite se, proslavite, ko lahko plačate račune. Naši programi nam ne omogočajo običajno, da bi proslavili to. Ko nekaj plačate, vaš reče: ojoj, zdaj pa moj denar izginja iz mojih rok, zdaj ga imam manj. Spremenite ta star program. Spremenite ga v ja. Tok se staka skozi mene. Ja, zdaj sprejemam. Če je to najemnina, ja, zdaj sem dobil spet en mesec možnosti, da živim v tem domu. Hvala lepa. Prinesite mi še več pretoka financ skozi mene. Rekel pa je tudi in povedal je primer, ko greste v trgovino. Po nakupih naš običajno razmišlja: kupite nekaj v trgovini, morda ponudite $100 blagajničarki, pa dobite le $15 nazaj v drobižu. In običajno reče: ojoj, porabil sem ves ta denar, pa tako malo sem dobil za ta denar. In to ni dobro za tok energije. Alkazar pravi: blagajničarka vam je ravno kar vrnila $15. To je $15, ki zdaj v tem trenutku prihaja k vam. Radostite se: hvala, prinesite mi še več denarja, ki se pritaka k meni. Začnite se osredotočati torej na pretok. Proslavite ta pretok. Prosite za še več pretoka v vaših financah. Šila pa pravi: bolj kot vadim spreminjanje mojih misli, bolj se k meni pretakajo finance. To deluje. Ja, absolutno deluje. In tako samo recite: hvala, prinesite mi še več pretoka financ. In lahko začnete s tem pretokom tako, da nekaj date. To je pretok energije, ki gre navzven. Na kakršenkoli že način. Lahko vzamete vrečko in poberete papirčke, smeti na ulici. S tem dajate skupnosti. Veliko je načinov, s katerimi lahko nekaj daš. Lahko začnete ta pretok energije, naj se začne pri vas. In ko začnete s tem pretokom, pretok začne prihajati k vam. Ni vam treba vedeti, kako se bo to zgodilo. Ne morete tega prisiliti iz svojega kajti dajanje mora priti iz srca. Ko pride iz srca, je to resničen pretok. Rose pravi: hvaležna sem, danes so mi zmanjšali najemnino. Čudovito, tudi to je pretok, ki ti omogoči, da dobiš še več in lahko uporabiš druge načine, zakaj boš porabila ta denar, ki bi sicer bil namenjen najemnini. Zdaj pa še nekaj, kar sem želel omeniti, preden gremo v meditacijo. Naslednji fizični programi, ki jih bomo izpeljali, prihajajo julija.
Imeli bomo usposabljanje za izvajalce dela z veznimi vrati, nekaj prostih mest še imamo. Nekateri upajo, da bi jim uspelo priti iz Brazilije. Držim pesti za vas, ampak videli bomo, če bo možno do takrat potovati. Imeli pa bomo tudi 4-dnevno delavnico, nekaj dni po usposabljanju bomo imeli intenzivno delavnico Stargate tukaj pri nas v domu Shasta. In če vas zanima ta dva programa, je pomembno, da se prijavite, dokler je še prostor. In zdaj vas bom prosil, da se samo sprostite. Pripravili se bomo za meditacijo. Alcazar nas bo ponovno, kot vedno, popeljal v kvantno polje. Zdaj vas bom kot običajno prosil, da med meditacijo ne pišete v klepetalnico in se samo udobno namestite in sprostite. In zaprite oči. Naj vas vse le še spomnim, še posebej za tiste, ki ste bolj novi z nami. Pomembno je, da imate med meditacijo ves čas oči zaprte in tako boste res kar najbolje pridobili. Zaprite torej oči, sprostite se. Nič ni treba narediti, samo sledite meditaciji, sledite navodilom. Tako vas še enkrat prosim, da ne tipkate več v klepetalnico in se osredotočite na meditacijo. Zaprite oči, priljubljeni. Spet smo z vami. Tu je Alcazar. In kot vedno bomo začeli s povabilom za energije Zemlje, Gaje, naj se dvignejo in vstopijo v vaše energijsko polje, v vaše telo. Vsak od vas naj zdaj prosi v sebi za energije Gaje. Naj vas prizemljijo. Kličemo energijo Gaje, naj se poveže z vsakomer od nas. Zelo dobro. Zdaj pa prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za eterična zvezdna vrata, naj pridejo k vam. Tako zdaj prosimo za eterična zvezdna vrata, naj pridejo k vsakomer od vas, ki sodelujete v tej meditaciji, bodisi v živo ali pa v tem trenutku poslušate posnetek. Kajti, če poslušate posnetek in prevod, boste prav tako čutili iste energije kot tisti, ki to doživljajo v živo. Zelo dobro. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, naj v sebi prosi za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. S tem date zvezdnim vratom dovoljenje, da delajo z vami. In tako zdaj kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat okrog sveta. In kaj se bo začelo dogajati? Zvezdna vrata bodo začela žarčiti zelo mehko, nežno energijo okrog vas.
In večina od vas že zelo dobro pozna ta proces in veste, da bomo zdaj vibrirali vsa eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje in prosili bomo vsa zvezdna vrata naj vibrirajo na frekvenci 7. dimenzije. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite svoja zvezdna vrata naj ustvarijo močno energijsko polje 7. dimenzije. In tako kličemo močno energijsko polje 7. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko vaša zvezdna vrata začenjajo žarčiti mehko energijsko polje 7. dimenzije, se preprosto sprostite v energijo. Nič vam ni treba narediti. In ko se sprostite, se bo vaša lastna vibracija nežno dvignila in se poravnala s 7. dimenzijo. To se zgodi samo po sebi. Dovolj je vaša namera in vaša sprostitev zelo dobro. Zelo dobro. Zdaj pa se bomo dvignili na 12. dimenzijo in tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih okrog sveta in vseh fizičnih zvezdnih vratih okrog sveta. In tako, ko zdaj vaša zvezdna vrata žarčijo to energijo 12. dimenzije, ko se sprostite in dopustite, se spontano vaša vibracija malo dvigne, dokler ne boste počasi tudi vi popolnoma poravnani z vibracijami 12. dimenzije. Tako preprosto je to. To ni delovanje, je zgolj dopuščanje vsakokrat. Ko boste naredili to meditacijo, bo drugače. Včasih boste energijo zaznali zelo močno, spet drugič pa bo tako nežna, da je morebiti sploh ne boste začutili, a vedite, da vaša eterična zvezdna vrata se vedno odzovejo. Prinesejo vam energije in intenziteto, ki je primerna za vas v danem trenutku. In tako, kot že veste, v tej frekvenci 12. dimenzije ste bolj sprejemljivi za vodnike in dobronamerna bitja, ki so na voljo, da nam pomagajo v našem procesu prebujenja. In tako, kot običajno, prosimo vsakogar od vas, da pokličite prisotnost angelskega kraljestva. Kličemo prisotnost angelov. In samo čutite, že prihajajo. Samo začutite angele, ki ustvarjajo mehko, nežno, morda malo toplo energijo okrog vas. Angeli, povabite jih še bližje. Pridite bližje. Zelo dobro. Zelo dobro. In zdaj, v tej meditaciji, bomo prosili vsakogar od vas, da povabite plejadanske energije. In tako zdaj kličemo prisotnost plejadancov. In čutite, že prihajajo. Prihajajo v svojih svetlobnih telesih in se odzivajo na vašo prošnjo. Njihova prisotnost vibrira vaše energijsko polje na ravni vaše DNK. In plejadanci so tu, da vas podprejo v tej meditaciji, v tem procesu.
In tako jim lahko date svoje dovoljenje, naj vas podprejo, naj delajo z vami v tej meditaciji. In tako zdaj dajemo naše dovoljenje plejadancem, naj nam pomagajo v tej meditaciji. Zdaj pa vas vabimo, da svoje zavedanje osredotočite na neskončnost kvantnega polja, kot smo vam že rekli. Ko imate zaprte oči, vstopite v neko praznino, a predstavljajte si, da ste v kvantnem polju in s tem ustvarjate povezavo z vsem, kar je. In kvantno polje se razteza v vse smeri, v neskončnost in onkraj vsega. Samo začutite sebe v tej vseobsegajoči energiji, polju, kajti vi, vaš resnični jaz, vaša nadzavest, superzavest obstaja v kvantnem polju. To je čista zavest. Vi ste čista zavest, ki obstaja v tem polju čiste zavesti. To le težko dojame, ampak to drži. Tako je, vi ste čista zavest. Vaša nadzavest je del kvantnega polja, to polje pa je čista zavest. Kvantno polje imenujemo z mnogimi besedami. Polje, praznina, vortex ali duh, Bog. Vi ste vse te stvari. Vse to so imena, poimenovanja za eno neskončnost, ki je v resnici ni moč opisati. Nemogoče jo je natančno poimenovati, kaj je ta vseobsegajoča zavest. In zdaj, ko ste v njej, se zgolj svojo namero osredotočate na kvantno polje, na vse, kar je. In ponovno bomo v tem polju vas samo povabili, da samo bodite. In tu je povabilo za da se sprosti. Dovolj je vaša namera, naj se sprosti. In dovolj je vaše zavedanje, da se želite odpreti v vseobsegajoče polje vsega, kar je, brez kakršnih koli pričakovanj. In kot smo to že naredili, bo Alkazar zdaj nekaj časa tiho. In tako si preprosto dopustite, da ste le prisotni, da se vaše zavedanje razširi v tolikšni meri, kot se za to odloči. Potreben ni noben napor, samo ste v tej praznini. Če vas odtava, naj se preprosto vrne in se poveže z vašo nadzavestjo.
Nič vam ni treba narediti. Samo ste v kvantnem polju. Povezani ste s svojo superzavestjo. Samo začutite, kako se vaša energijska prisotnost razširi v vse, kar je. Zdaj pa prosite svojo zavest, naj se spoji z morfičnim poljem globalne skupnosti Stargate. Samo prosite in imejte namero, da se boste z njim spojili.
Začutite vibracijo v sebi. In svojo namero se povežite z morfičnim poljem Stargate in pošljite te energije, vibracije, ki jih čutite, v morfično polje Stargate. In ko jih pošljete, okrepite to morfično polje in potem takoj prejmete energije nazaj iz morfičnega polja Stargate. Začutite, kako vas polni z energijo na globlji ravni. Kaj ti, ko daš, prejmeš, ko daš iz srca, se eksistenca odzove. Ko daš brezpogojno, vam eksistenca da še več, kot si dal, preljubljeni. Dobro se tega zavedajte. Ko date iz čistosti svojega srca, se eksistenca odzove dosti močneje na različne načine. In zdaj lahko razumete, da je eksistenca energija in dajanje v katerikoli obliki je pretok energije. In ko daš iz svojega srca, eksistenca ti eksistenca vrne, a ne pričakujte, da boste nazaj dobili na način, kot ste dali, kajti na koncu koncev je vse energija. In ko date energijo, vam bo energija povrnjena z več energije, kot ste jo dali, a na različne načine morda. Zato ne pričakujte, ko boste dali en tip energije, da se bo vrnila na enak način. Morda se bo, ampak morda pa se bo vrnila na več različnih načinov. Preljubljeni, dajajte iz svojega srca, na kakršenkoli že način čutite, da bi dali. In vedite, da vas bo eksistenca podprla, da se bo pretok energije stakal skozi vas, kajti to je sama narava realnosti. Tako ustvarjate. Mi smo Alcazar, tukaj smo, da vas podpremo. Tu smo, da vam pomagamo v vašem razumevanju, v vaši evoluciji.